Ves teden smo imeli neprekinjen tok poročil in neskončne komentarje o memorandumu o soglasju z Iranom. Nihče ni videl dokumenta, a vsi so lahko napovedali, da nas čaka katastrofa biblijskih razsežnosti. Stara zaveza, prava božja jeza. Ogenj in žveplo padajo z neba. Reke in morja vrejo, 40 let teme, potresi, vulkani, mrtvi vstajajo iz grobov, človeška žrtvovanja, psi in mačke živijo skupaj, množična histerija. Ja, vse to ustvari nepozaben filmski prizor. Lovci na Trumpa so se zabavali. V Izraelu je naraščala zaskrbljenost, da se je Trump oddaljeval od vseh svojih izjav v preteklem letu. Trump je kot škatla čokoladnih bombonov. Nikoli ne veš, kaj boš dobil. In potem je bil dokument končno objavljen in podpisan v četrtek. Predpostavke so se srečale z resničnostjo. Torej, so bile napovedi napačne? Morda je biblijski obseg stvari malo pretiran, ampak niso se motili. Ali pa so se? Danes bom to razložil skupaj z vami in skupaj se lahko odločimo. Mimogrede, obstaja resnična svetopisemska analogija s trenutnimi dogodki, do katere bom prišel na koncu te epizode. Tako se je čez noč med sredo in četrtkom medijska krajina popolnoma spremenila. Ugibanja je bilo uradno konec. Medtem ko so komentatorji na družbenih omrežjih napovedovali popolno pogubo ali popoln mir, je bil memorandum o soglasju objavljen in nato podpisan dan prej, kot je bilo sploh napovedano. Donald Trump je uradni 14-točkovni dokument podpisal na spletu v Versajski palači od vseh krajev in to je morda že samo po sebi slab znak. Medtem ga iranski predsednik Masud Pezeškijan podpisal v Teheranu. Tako je bilo ugibanja konec. Bližnji vzhod je zdaj v 60-dnevnem odštevanju. Glavne točke dogovora so naslednje. Prvič, spopadi se takoj ustavijo na vseh frontah, vključno z vojno v Libanonu. Drugič, ameriška pomorska blokada se v 30 dneh odpravi, Iran pa mora popolnoma odpreti Hormuško ožino za varen in brezplačen pomorski promet. Tretjič, Iran se je pisno zavezal, da nikoli ne bo razvil ali kupil jedrskega orožja, poleg tega pa mora pod nadzorom ZT razredčiti svoj visoko obogateni uran. Pomemben vidik je, da so vsi dogovori povezani s finančno vzdo. Združene države Amerike takoj odobravajo izjeme, da lahko Iran ponovno začne prodajati surovo nafto. Vendar pa ne dobivajo popolne odprave sankcij. To je še vedno zadržano kot talec. Besedilo izrecno navaja, da bo trajna odprava sankcij mogoča le, če Iran v naslednjih 60 dneh dokonča končne jedrske dogovore. Obstaja pa tudi možnost dodatnega 60-dnevnega podaljšanja. Kar zadeva sklad v višini $300 milijard za obnovo Irana, je Donald Trump jasno povedal, da Združene države ne bodo prispevale niti centa van. Denar pa bo prišel iz zalivskih držav in zamrznjenih sredstev. Kaj vse to pravzaprav pomeni? Nekateri temu pravijo zgodovinski začetek miru. In če pogledamo mimo naslovnic, ključni akterji sami, niso nasmejani. Predsednik iranskega parlamenta je že izjavil, da ZDA ni mogoče zaupati in tam imajo Iranci prst še vedno na sprožilcu. In Trump je jasno povedal, da če Iran v tem 60-dnevnem obdobju krši eno samo določilo, jih bo bombardiral do konca. To je jezik, ki ga radi slišimo. Za razliko od filma ali medijev ali medijskih poročil, v resničnem življenju obstaja nekaj, kar imenujemo dejstva. Na prvi pogled in v primerjavi z retoriko, ki se je slišala od začetka vojne, ne izgleda dobro. Izrael očitno ni zadovoljen z okoliščinami. In izraelska vlada je jasno povedala, da ni podpisnica in se ne bo zavezala pogojem, dokler Hezbolah še naprej krši trenutno premirje. Najlažje bi bilo zdaj širiti depresivne in mračne ocene, od katerih so nekatere namerne, da povzročijo razdor in trenja med konzervativci v Združenih državah ter zabijejo klin med ameriško administracijo in Izrael. Mimogrede, ni naključje, da je Meghan Kelly izvala podpredsednika Vansa z izjavami izraelskega novinarja Inona Mangala z kanala 14, za katerega je trdila, da je glasnik Netanjahuja. Popolne neumnosti, nikoli prej ni slišala zanj. To ji je povedal izraelski levičarski novinar, ker so edini, ki bi kaj takega rekli, saj imajo interes povzročiti razdor in oslabiti Netanjahuja. Lahko je poročati ali komentirati tam, kjer te nihče ne drži odgovornega. Nič truda ni potrebno, da pogledaš na zaslon in napoveš popolno katastrofo.
Večkrat sem v svojem podkastu omenil, kako smo na Zahodu programirani za takojšnje zadovoljstvo. Tako, sodobna družba nima nobenega potrpljenja za strateške poteze, ki potrebujejo čas, da dozorijo. Mnogi izražajo izjemno razočaranje in dajo ljudem občutek, kot da nas je Donald Trump nekako izdal. Raje se ne spuščam na ta spolzki teren. Ne vem, ali je ta memorandum prava stvar in zagotovo nočem biti del množice, ki se utaplja v poceni, nezasluženem pesimizmu. Je memorandum dober ali slab? Je premirje dobra stvar? Kot sem rekel, ne vem. Vem pa, da bi si želel, da bi ajatole klečale, ali še bolje, bile na smrtni posteli, da bi videl njihovo trpljenje in netrpljenje iranskega ljudstva. Sem zadovoljen z vsem, kar Trump dejansko govori? Seveda ne. Kar je ta teden povedal v Franciji o Izraelu in Libanonu, ter kako meni, da bi vodja ISIS-a, ki je zdaj na čelu Sirije, bolje obvladal situacijo, je odvratno. Zdaj nisem zadovoljen s tem, kako se je Izrael obnašal do Libanona in do Hezbolaha. To bi morali opraviti hitreje. To se kar vleče v nedogled. In ko se to zgodi, meče slabo luč na glavno zadevo, in to je dogovor z Iranom. Povedal vam bom nekaj. Izrael se predolgo bori s Hezbolahom in preveč ljudi je ubitih. In ni treba porušiti stanovanjske stavbe vsakič, ko iščete nekoga, ker je v teh stanovanjskih stavbah veliko ljudi in niso vsi pripadniki Hezbolaha, to vam lahko povem. In predlagal sem Izraelu naj pusti Siriji, da se spopade s Hezbolahom. Ker če sem iskren z vami, mislim, da bi oni to upravili bolje. Iskreno mislim, da glede na to in druge stvari, ki jih je rekel v zadnjem letu o Izraelu, je on ali pa ljudje okoli njega izpostavljen ali bere preveč vsebin iz Haaretza ali New York Timesa. In to sploh ni dobro. Ampak obstaja še toliko drugih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati. Le čas bo pokazal, ali je to res prelomnica v primerjavi s tem, kar se je zgodilo v preteklosti. Torej je trenutno najboljše, da stopimo korak nazaj in pogledamo, kaj je resnično na mizi. Dosežen je bil dogovor za 60-dnevno ocenjevalno obdobje. To je dejstvo. Če odstranimo vso retoriko, je trenutna situacija nameren poskus prisiliti iranski režim, da dokaže svoje resnične namene. To jim daje priložnost, da rešijo konflikt, vendar to stori tako, da postavi toge, nepopustljive rdeče črte, ki jih morajo izpolniti v 60 dneh. To je del popolnoma enakega načrta, ki ga spremljamo po preostalem delu regije, odkar je Hamas prehitel iranski načrt za uničenje Izraela z napadom 7. oktobra. Poglejte Gazo, kjer je bila pripeljana mednarodna komisija, da prevzame nadzor in začne obnovo, vendar pod enim neizpogajljivim pogojem. Hamas se je moral popolnoma razorožiti. Nato je prišel dogovor z iranskim posrednikom v Libanonu, Hezbolahom, kjer je premirje zahtevalo, da Hezbolah ostane severno od reke Litani in preneha s streljanjem v smeri Izraela. Toda, kot nas je naučila zgodovina, papir ni pomemben. Pomembno je, kako se dogovor spoštuje. In desetletja je Zahod dovoljeval terorističnim organizacijam, ki se pretvarjajo, da so vladne entitete, da popolnoma zasmehujejo mednarodne sporazume, ne da bi bili kdajkoli odgovorni za svoja dejanja. Osloški sporazumi so bili glavni primer. Resolucije OZN, ki so ustvarile UNIFIL v Libanonu, so bile šala. Prejšnje jedrske omejitve za Iran so bile večkrat kršene, medtem ko je mednarodna skupnost namerno ignorirala ali sprejemala te kršitve samo zato, da bi zaščitila večje dobro celotnega sporazuma. Teheran deluje po določenem načrtu, preizkušali bodo našo odločnost, videli bodo, kaj vse si lahko privoščijo, in tukaj bi moral biti poudarek. Prava zgodba torej niso histerični naslovi ali dvomi komentatorjev. Kar je trenutno res pomembno je, kako se ta memorandum izvaja, kako strogo se režim prisili k spoštovanju svojih obveznosti in kako natančno bodo Združene države Amerike odgovorile prvič, ko bo Iran prekršil bo rdečo črto. In pri tem vidimo, da je Trump, tako v primeru Gaze kot Libanona, Združene države Amerike postavil na stran Izraela. In ker Izrael ne bo več toleriral in sprejemal kršitev, so nas Združene države Amerike vsakič podprle. Zdaj so med vami tisti, ki bodo opozorili, da je Trump izražal nezadovoljstvo ali jezo ali karkoli so mediji poročali, je rekel. Da, potrdil je nekatere od teh izjav in imel je nekaj nenavadnih komentarjev, kot sem omenil v Parizu. V Izraelu so tisti, ki opozarjajo, da je bil nesramen do Netanjahuja in da je bil žaljiv v svojih komentarjih o Netanjahuju. Ampak kaj potem? Koga briga, kaj je rekel? Pomembno je, kaj naredi.
V našem primeru ni zadrževal Izraela. Biden je trdil, da nas je podpiral v prvem mesecu vojne proti morilski genocidni Hamas. Potem pa smo ugotovili, da njegova administracija ni hotela dati Izraelu orožja, ki je bilo potrebno ne le za boj v naši vojni, ampak za poraz sovražnika, in v enem primeru celo preprečila dostavo orožja, ki smo ga dejansko že plačali. ZN je obljubil, da bo omejil Hezbolah v Libanonu in preprečil njihovo prisotnost na jugu ob meji z Izraelom v zameno za izraelski umik v resoluciji 1701. Tako so rekli. V resnici je Hezbolah zgradil podzemne trdnjave okoli območja pod budnim očesom Unifila in celo nenehno izstreljeval rakete na izraelska civilna območja, poleg položajev ZNN. EU je garant sporazumov iz Osla. Zavezana je k temu, da zagotovi, da PLO ne krši pogojev sporazuma. V resnici ne le dopuščajo, ampak celo aktivno spodbujajo širitev arabskih mest in vasi na območja, ki naj bi bila po sporazumu namenjena Izraelu. Da ne omenjam osnovne kršitve priznanja arabske države, še preden so sploh izpolnili svoje obveznosti po sporazumih. Pa da sploh ne začnem o organizacijah povezanih z ZN, kot je UNRWA, ki so bile ustanovljene za izboljšanje življenja arabskih beguncev iz vojne leta 28 in 40 in pomoč pri njihovi izobrazbi. Medtem ko v praksi spodbujajo nasilje, pri čemer je bilo dokumentirano, da je vsaj 100 njihovih članov pomagalo pri grozodejstvih, ki so jih 7. oktobra zagrešili prebivalci Gaze. Oni nekaj jasno povedo, napovejo eno stvar, potem pa naredijo ravno nasprotno. Trump bo povedal, kar mora povedati. Mi v Izraelu pa bomo naredili, kar moramo narediti. Dajte mi mir s tem, kaj Trump govori ali ne govori. Hinavščina mnogih, še posebej medijev, je naravnost neverjetna. Tisti, ki grajejo in kritizirajo Trumpa na vsakem koraku, v vsaki objavi na družbenih omrežjih in ob vsaki njegovi izrečeni besedi, so kot Stettler in Waldorf. Veste, tista dva godrnavca na balkonu v Muppet Show, s svojimi cvilečimi, pretirano negativnimi mnenji in nenehnim zafrkavanjem drugih. Ali pa podajajo relevantne komentarje, kot je ta. In citiram: Pesimist? Ne, v resnici sem optimist. Sem optimistično prepričan, da gredo stvari na slabše. Zveni kot medijska poročila v teh dneh. Raže bi imel 100 Trumpov, ki bi vodili Združene države, še posebej zdaj, ko se soočamo s sovražniki civilizacije, kot pa enega od tistih mehkužcev, ki so bili na oblasti od Obame naprej. Raže bi imel epsko noč, ko Američani praznujejo UFC 250 na travniku Bele hiše s preletom največjih zračnih sil na svetu, kot pa da gledam to sliko ameriške vojske, ki beži iz Afganistana in zapušča ameriške vojake ter zaveznike. Seveda se mediji in hinavci na levici pritožujejo nad dogodkom. Obstajajo laži, preklete laži, in potem so tu še levičarji. Nikoli niso imeli težav s tem, ko se je to dogajalo na travniku Bele hiše, kar je ustvarjalo podobo šibkih, izprijenih in zmedenih Združenih držav. Ni presenetljivo, da je imel nekdanji predsednik Obama o razmerah v Iranu to povedati. Če pogledamo nazaj, je to opomnik, da pri številnih težkih vprašanjih zunanje politike ne moremo preprosto ustrahovati ali bombardirati do rešitev. Se včasih zdi privlačno, vendar je dejstvo, da si je treba vzeti čas za raziskovanje diplomacije in izčrpati možnosti za dogovore, ki ne rešijo 100% problema, ampak rešijo 80–90% problema. Ob tem pa se izogniti nujnosti vojne. Mislili bi, da smo se te lekcije že naučili, a zdi se, da jo moramo vsakih nekaj časa znova ponoviti. Prav ta poraženiški, izgubljeni odnos je vodil Združene države Amerike, ko je bil on predsednik. Da je bila ambasada v Libiji preplavljena in da je veleposlanika zajela množica bolnih islamskih morilcev, ki so ga skupinsko posilili in njegovo truplo vlekli skozi mesto Tripoli. Razloži ta dogodek. Je tudi v to Izrael vpletel tebe? Dokument še sploh ni bil podpisan. In že v torek je britanski premier Starmer govoril o preboju in načrtoval, kako bo iz tega režima v Iranu potegnil dobiček. Cene nafte že padajo, zato razumem njegovo navdušenje. Tako kot tudi cene lasul in lastnih vložkov.
Zdi se, da se je glavni vir dohodka Irana premaknil z nafte na izdelke za lase, odstranjene z usmrčenih nasprotnikov režima, prav tistih ljudi, o katerih nihče več ne govori. Zame je manjši problem Trump, večji problem pa so kreteni v Evropi, kot je Starmer. Preboj za mir. Dajte no, ne me basat. Hitro bojkotirajo Izraelce, ki živijo in delujejo v Judeji in Samariji, medtem ko so morilski, zlobni ajatole sprejemljivi. Tisti, ki izvažajo lase ljudi, ki so jih pravkar ubili. Kot Francozi, ki so blokirali izraelsko orožje na razstavi, ki so jo imeli v Parizu, a so lani v Franciji z velikimi častmi gostili morilskega vodjo ISIS-a iz Sirije. Imamo opravka s skupom hinavcev, z narodi, ki so pripravljeni poklekniti in se prilizovati morilskim, izdajalskim, islamističnim, verskim, fanatičnim režimom in skupinam. Z veseljem bodo pogledali stran, sklepali dogovore in se pretvarjali, da so ti akterji legitimni partnerji. Toda v trenutku, ko judovska država vstane, da bi odpravila neposredno grožnjo svojim civilistom, bodo začeli moralizirati o Judih. Tudi ko naši sovražniki poveličujejo svoja grozodejstva in jasno povedo, kakšni so njihovi genocidni nameni do nas, da ne omenjam, kakšni so njihovi genocidni nameni do vas. Zato ni presenečenje, da vidimo, kako se isti vzorec ponavlja po celotnem Zahodu. Imamo te popolnoma nevedne imbecile, ki se brez pomisleka pridružujejo bolnim množicam in obupano poskušajo svetu pokazati, da korakajo v koraku z najnovejšo modno pripovedjo. Igralka Helen Mirren je ta teden spregovorila o Izraelu, potem ko so jo med verbalnim napadom, ki je ponovno zaokrožil po spletu, označili za zlobno cionistično prasico. Ne, oglasila se ni zato, da bi branila Izrael, ampak da bi rešila svojo koščeno rit pred sovražniki. Ona je, citiram, rekla tole: "Zle sile se dvigajo povsod, celo v državi, kot je Izrael. Kako lahko drugim ljudem počnete to, kar je bilo storjeno vam kot narodu?" je rekla. In dodala je, da je bila zato ustanovitev Izraela zelo pomemben trenutek, čeprav je bila morda izvedena na popolnoma napačen način na napačnem mestu. Kje naj imamo svojo državo, ti bedak? Ne vem, ampak nekaj se je moralo zgoditi po tej grozi, pravi. Podla in prezirljiva primerjava. O kom govori? To so naši sinovi in hčere, ti strahopetni in ogabni, podli britanski bedak. Zanjo bom ustvaril posebno nagrado, ki jo bom odslej podeljeval. Nagrado GF Yourself za nizkotne, strahopetne in idiotske opaske o Izraelu. In lahko jo doda k ostalim brezpomenskim nagradam, ki jih je prejela. V redu, pomirimo se. In ko zaključujemo današnjo oddajo, bi rad še enkrat pogledal zgodbo iz svetih spisov iz Biblije. In tokrat je to zgodba o absolutnem bremenu voditeljstva in hudih posledicah nepopolne zmage. Govorim o prvem kralju Izraela, kralju Šaulu, kralju Savlu. Ko je Šaul prišel na oblast, je na prestol prinesel popolno predanost in ljubezen svojega ljudstva. Bil je fizično mogočen, močan in zelo odločen. Šaul je bil voditelj, za katerega je narod prosil, zadolžen za eno samo ključno nalogo: braniti izraelski narod in popolnoma uničiti njegovo najneusmiljenejšo eksistenčno grožnjo, Amalekovce. Božja navodila, ki jih je Šaul prejel po preroku Samuelu, so bila absolutna. To ni bil mandat za diplomatski premor ali lokalno prekinitev ognja. To je bil ukaz za popolno, dokončno uničenje sovražnika. Šaul je bil po Božjem ukazu dolžan ne prizanašati prav ničemur in nikomur. Šaul je odšel, se boril v bitki in dosegel velik vojaški triumf. Za povprečnega opazovalca je to izgledalo kot popolna zmaga. Toda Šaul se je odločil narediti izračun. Odločil se je, da je 90% naloge dovolj dobro. Šaul je prizanesel kralju Agagu, vladarju Amalekitov, skupaj z najboljšim premoženjem in živino sovražnika. Izbral je kompromis namesto dokončanja. Ohranil je sovražnikovo vodstvo pri življenju, saj je mislil, da lahko sam obvlada posledice po svojih pogojih. Ko ga je prerok Samuel soočil, Šaul ni videl težave. Ponosno je izjavil: "Izpolnil sem nalogo." Zdaj, kot vsak velik voditelj, je imel svoje napake. Voditelji so navsezadnje ljudje. Težava nastane, ko te napake pripeljejo do tega, da ne izpolniš jasnih božjih navodil. In na področju eksistencialnega preživetja je delna poslušnost popolna neposlušnost.
ker ni popolnoma odstranil grožnje, ko je imel priložnost in se je odločil, da ne izpolni naloge, ki mu jo je dal Bog, je Šavl izgubil svojo legitimnost za vladanje. Krona je bila v tistem trenutku odvzeta njegovi družinski liniji. Še huje, zgodovina nam nato razkrije pravo tragedijo te nepopolne zmage. Stoletja kasneje je bil prav neposredni potomec tistega istega prizanešanega kralja Agaga, moški po imenu Haman, tisti, ki je poskušal popolnoma iztrebiti judovsko ljudstvo, tokrat v Perziji. Grožnja, ki je ostala živa v Savlovi generaciji, je v naslednji generaciji zrasla v stroj uničenja. Zgodovina ne prenaša polovičarstva. Uči nas, da ko se soočaš z zlom, z brutalnim morilskim nasprotnikom, je vsaka zmaga, ki ni popolna, zgolj povabilo tvojim potomcem, da bodo jutri bojevali na tanko isto vojno. Prepuščam vam, da o tem sami potegnete sklepe. Premislite o tem ta konec tedna. Sem Daniel Seaman. Hvala, da ste bili danes z menoj. Pridružite se mi ponovno naslednjič v oddaji Straight Up iz studia JNS TV v Jeruzalemu, notranji prestolnici judovskega naroda v Izraelu.